Pomurska gospodarska zbornica je na 25. letni konferenci Pomurskega društva za kakovost podelila priznanja Pomurske gospodarske zbornice za inovacije 2019. Podelili so 2 zlati in 5 srebrnih priznanj. Priznanje predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom pomurskih podjetij in njenih inovatorjev in s tem promocijo inovativnosti v Pomurju in širše. Poglejte, mi podeljujemo priznanje za najboljše inovacije že zadnjič 18 let, sodelujemo že zadnjih 20 let na konferenci Pomurskega društva za kakovost in nekako smo se odločili, da vedno to skoristimo s tem, da se povezujemo skupaj z njimi. Priznanje za inovacijo je eno izmed najbolj prestižnih priznanj, ki ga lahko dobi inovator v našem okolju in vedno prve 3 najboljše inovacije iz regije potem pošljemo tudi na nacionalni nivo, na nivo države in letos smo imeli 3 take inovacije na Brdu pri Kranju in tudi tam so dosegli zelo lep uspeh, imeli smo 2 srebrni priznanji in pa 1 priznanje za inovativnost. V teh 18 letih smo podelili 128 priznanj 278 inovatorjem in tisto, kar moram pa še posebej poudariti, govorimo tu o novih produktih, o novih izdelkih in vsi ti izdelki, vseh teh 128 je bilo v teh letih na trgih in je tam dosegalo svojo vrednost. Katera izdelka sta si letos prislužila zlato priznanje? Letos je zlato priznanje prejela inovacija Payball, ki jo danes tukaj tudi predstavljamo. Gre za eno večnamensko športno mizico, ki jo lahko koristijo profesionalni športniki za svoje treninge, lahko jo koristijo potem tudi mi doma z družino za prosti čas, za sprostitev. Druga taka zlata inovacija pa je bila inovacija podjetja Roto, gre pa za eno pametno čistilno napravo. Eno izmed vodilnih gonil podjetja Roto je inovativnost. Podjetje pa je tudi dobitnik priznanj tako na domačih kot na tujih tleh. Inovativnost v podjetju Roto pomeni vodilo pri vsakdanjem delu in tudi del našega poslanstva. Na trg smo lansirali pametno komunalno čistilno napravo z oddaljenim nadzorom, kar pomeni, da lahko lastnik takšne čistilne naprave v celoti nadzira delovanje takšne čistilne naprave in je s tem razbremenjen določenih stroškov in skrbi za servisne intervale in ostale parametre. Pametna komunalna čistilna naprava pravzaprav pomeni novost oziroma nadgradnjo obstoječih čistilnih naprav s tako imenovanim SBR ali cikličnim delovanjem. Inovacija je doživela svojo uporabno vrednost v polnem razmahu z letošnjim letom, namreč imamo v Sloveniji in tudi v tujini imamo že kar nekaj vgrajenih takih čistilnih naprav, ki zelo učinkovito delujejo, tako da gre pravzaprav za nov izdelek, ki torej že doživlja svojo uporabno vrednost na trgu. Imamo pa seveda namen z našim razvojnim izdelkom ta izdelek dodatno nadgraditi in ga potem v prihodnje tudi ponujati na globalnih oziroma na svetovnih tržiščih. Podjetje Roto je zelo inovativno naravnano, stalno prejemamo nagrade za razvoj in inoviranje in kot sem omenil, pomeni to del našega poslanstva in vodilo pri vsakdanjem delu. Zlato priznanje si je prislužilo tudi podjetje Payball. Naša inovacija je Payball, večnamenska miza za športno zabavo. Naš navdih smo črpali iz tega, da ljudje postajamo vedno bolj odvisni od informacijske tehnologije in obenem pozabljamo na zdrav način življenja, na šport in na zabavo. Mi smo v bistvu garažna ekipa, ki se s tem izdelkom ukvarja že dobra 4 leta. Vendar smo podjetje ustanovili šele pred kratkim in našli poslovnega partnerja v tujini, s katerim se sodelujemo pri proizvodnji in prodaji. Pomembnosti inovacij in dobrega sodelovanja se je dotaknila tudi Danijela Zavec. Nam veliko pomeni podpora v regiji, kot tudi podpora na nacionalni ravni. Spravi zahvala se jaz vsakemu pomurskemu podjetju, ki je imelo stik s Pomurskim društvom za kakovost in ga še bo imelo vnaprej, saj brez takšnega tesnega sodelovanja tudi društvo ne bi tako uspešno delovalo, kot deluje že toliko let. Seveda smo se srečevali tudi z izzivi, tudi z neprijetnimi priložnostmi, vendar je pogum, da nadaljujemo in vztrajnost bilo tisto, kar nas je obdržalo, da še naprej lahko organiziramo dobre dogodke, da še naprej nudimo kakovostna izobraževanja in da približamo tisto, za kar bi se morali posamezniki, podjetja voziti drugam, da lahko pridobijo tudi v kraju, kjer delujejo.
Seveda je sleherna inovacija in tudi tesno sodelovanje s Pomursko gospodarsko zbornico tisto, kar naše delo še krepi, še širi in nenazadnje daje nek kakovosten pečat do zdaj in upam si povedati danes in napovedati, da bo tako ostalo tudi naprej. S spodbudnimi besedami pa ni skoparil niti Marko Lotrič. Jaz sem zelo vesel, da ta kultura kakovosti biva v ljudeh v Pomurju in zato s to zavzetostjo in pogumom, ki je 25 let prisotna v ljudeh, v gospeh, v gospodih, ki ustvarjajo na tem področju, se mi zdi nekaj veličastnega. Naj povem, da podobno združenje z nekaj manjšo tradicijo sicer obstaja tudi na Dolenjskem. Obstajajo različna združenja babiške nege in ostalih, ki imajo častitljivo obletnico, vendar delovanje, kot je Pomursko društvo za kakovost, je vredno vsega občudovanja. Jaz se v tem, bom rekel, trenutku izražam eno veliko čestitko in zadovoljstvo ob temu, kar so dosegli. Želim si, tako kot v preteklosti, sodelovanja. Moram reči, da je to povezovanje, ki je bilo danes tudi izpostavljeno, ključnega pomena. Tako kot se gospodarstvo in ostali deležniki povezujejo, se moramo povezovati tudi združenja, zaradi tega, da smo lahko servis vsem tistim, ki rabijo našo pomoč v zvezi s kakovostjo. Ob tem dodajmo še, da so srebrna priznanja prejela podjetja Vari za inovacijo z e-spominsko steno, Medikop s sistemom naprednega upravljanja in nadzora reševalnih vozil Eko-Kontrol, Panvita s piščančjim mesom brez gensko spremenjenih organizmov, Lek z razvojem alternativnih krmnih mešanic za živali z antibiotskim učinkom in Kodek z agenskim sistemom AMS.